Ja. Moraš imeti nekaj starega, neki no. Že fura, okej. No, evo, spontano začeli. Spontan, ja. Evo, Luka, pozdravljaj na podcastu. Pozdravljaj, Jani. Ja, tako. Evo, sem te povabil zaradi tega, ker se mi zdi, da imaš fuleha znanja, ne samo z fitnessa, pa upam. in tako da se mi zdi fajn host. To ocenjujejo drugi zmeraj. Jaz sam, se ne moreš sam. Ne, se ne moreš. Oziroma, če se sam sebe ocenuješ, poleg veš, da je nek zadnji. Poleg tega se učiš, če pomislim 10 let od tega ali pa 20 let, ko misliš, da vse veš, ne? In pol vsakih 5 let veš, da veš manj. Da veš še manj, v bistvu zdaj, nimam pojma. Tu se spomnim, prav to so, ko sem prvič naredil ko smo delali ta tečaj prehranskega svetovalca 2017, so nam takoj rekli, ok, zdaj mislite, da veste nekaj, vsako leto, ko se boste več učili, boš videl, da... Tako mi je rekel moj nono, ko sem naredil izpit za avto, je rekel, zdaj, ko si naredil, zdaj se boš učil voziti šele, se začne učiti voziti. In tako dejansko so te diplome. Pač narediš, takrat nimaš nobena znanja. Zato jaz dolgo cajta sploh nisem imel nobena certifikata, dejansko je bilo brez veze. Plus še zakonsko, malo tako, ali rabiš, pol se sem naredil, Sam je pač, to je kot diploma v šoli, Ja. Določena diploma, kot za zdravnika, Na koncu narediš faks, samo dober zdravnik rataš z delom, in v tem žanru, ko smo mi, je isto, Rataš z leti. Da se pa začel tako ukvarjati s fitnessom oziroma trenirati? S fitnessom, prav s fitnessom, jaz sem se prvič upisal, sem imel, se prav spomnim, 17 let, skoraj 18, je bila še Perla. Stara, bil še bazen, še Perla, to je bilo, mislim, da 99, v glavnem. Sem pa hodil tako prvo leto, malo tako neredno, 3 mesece en mesec ne, 2 meseca ne, sem rabil dosti košarke, takrat pač bolj streetball. In mi je bilo všeč, me ni povleklo, Pol naslednje leto sem rekel, ajde, da je zdaj bomo redno, In sem hodil redno, pač do poletja, ker poletje sem spet igral, pač smo igrali košarko. In takrat sem videl rezultate, 8 mesecev, sem prišel na bazen, meni več problema. Prišel na bazen, meni več prepozno, ker sem imel 10 kil več, In takrat sem videl, to dela, zdajva, In pol takrat me je malo, pač veš, ko vidiš rezultate, mislim, da te dosti bolj povleče ven, oziroma noter. In takrat pol, praktično od leta 2001 sem tako malo bolj redno, Zdaj s trenerstvom sem se dejansko prvič srečal, ko sem pripravljal par ljudi na powerlifting, to je bilo 2005, 2006 nekje. Sem še delal tle zraven na stadionu. In takrat v bistvu, in pol takrat ko sem delal tle na stadionu, so me ljudje spraševali diete, tako da tam pol začneš malo, spoznavati, pisati programe, se srečevati v bistvu s temi miti, hočem biti v enem mesecu zgubiti 10 kilo ali pa hočem v enem mesecu dobiti 10 kilo. Tako da, to je to, Pol šlo naprej moj pot, Tako da zdaj smo že treniran, se pravi, 23 let, skoraj 23 let, bo 24 na robo, Pol si začel z powerliftingom bolj. Sem mislil, da si bil odzmeran bodybuilding style. Ne, mislim, mene me zmeraj veselilo to, To je kupoval, vse revije, te Flex, Muscle Fitness so bile, sem kupil, spomnim, prvi Flex je bil noter Ronnie Coleman, prvi Mr. Olympia dobo, ko se prav mene, kodoro, In me je v bistvu, tisto me je bilo zmeraj všeč, samo se pa nisem upal, ko sem videl na odru tekmovalce, to mi je bilo tako fascinantno, sem rekel, kako to dosežeš, Mi je bilo, samo v sebi se mi zdelo to pretežko, takrat pač. In pol pa je kolega tekmoval, lahko meni še njegovo ime, Janez Zinic iz kanala, se verjetno da poznaš, ker je bil odbojkaš, In tu da sem bil se pripravljal, to mi je bilo meni, Samo še zmeraj se nisem toliko rekel, tu ni bilo toliko tega žara, kot zdaj, veš, Instagram, vsi tekmujejo dejansko. So te kategorije hlač, ko ste tekmovali, takrat ni tekmoval nobeden. Tam v Sloveniji si poznal da tekmuje, je bilo jaz sem poznal njega samo. In tako da sem rekel, probam powerlifting, ker me je tudi isto veselilo in toliko. Je bilo tudi lažje pripravljeno, ni bilo treba toliko tiste brutalne diete. Tako da dejansko sem tekmoval leta 2004 pa 2005. Lekaj je bilo v Hišport centru, IPF še takrat, tako da sem tekmoval. Ob 2 leti, to je pripravljal sem, takrat hkrati enih 5 ljudi,
Vse. Ja, vse, v bistvu tekmoval, brez pripravljal ljudi in to je to. Ko pol začel sem tekmovati pa bodybuilding prav leta 2010. Je pa isto bilo nek slučaj, je imel tle Dragan, kolega, Dragan Pašalič, je imel trenerja, ki se ti on odločil, da bo tekmoval in pa sem rekel, da predstavim mi tega trenerja, ne. Pač sam sem rekel, nimam dovolj znanja za se pripraviti, ker to plaža je eno priprava, ne, tekma je druga. In sem rekel, ne, gremo malo s tem trenerjem to pot, ne, da vidimo, ko je, ne. In sem dal takrat prvo tekmo skozi, ne, 20. Pol sem pa sprati že skoraj vsako leto tekmoval. Od takrat. Ja, prvo leto sem takrat, ko sem se odločil, tekmoval, sem rekel, ajde, samo ena tekma in pol konc, ne, se ne grem tega, ko padeš noter, veš, kakve diete so to, te mi ne volja, ne. In sem pol tako, ne vem, pol po tekmi, malo trezna glava, začneš razmišljati, dobro, se ni bilo tako slabo, ne, če bi se jaz to sam pripravil, ne, pol naslednje leto mi je dalo motivacijo, da se sam pripravim, ne. Jaz sem se sam pripravil, leto 2012, tudi Doros, recimo sem bil, sicer tle v Kopru sem bil 8, pol pa sem šel na Avstrijo, na svetovno, in to sem pa dosegel drugo mesto in je bilo, wow, ne, bi bilo ono. In pol tako smo vsako leto, ne, neki pod Mađarovičev federacijo, neki pod to avstrijsko hodili, ne, tako da. Tako da je zdaj. Kje te je povleklo tako noter? A je bil sam proces pripraven? V bistvu sam proces. Ja, jaz sem živel v tistem samem procesu teh, pač teh 2 meseca, 3 mesece pred tekmo, to me mene povleklo, ne. Se stavaš gol in... Ja, si to. Ko imaš nek cilj, nek dan D, ne, in to ti da motivacijo, v bistvu, ko po tolikih letih treninga, ne, enostavno ti malo zmanjkava motivacije, ne. To je tudi pri športnikih, ne. Veš, eden, ko tekmuje, ne vem, nisi bo nogomet, košarka, odbojka, se veš. Prvih 5 let, 10, 15, rabiš nekaj, da te vleče naprej, ne. In meni, ko so me vlekli te tekme naprej, proces, sam oder, ja, je okej, cool. Predvsem okoli odra je lepo, backstage, vsi kolegi, ki prijo na tekmo, samo najbolj me res ta proces, ne, ko vidiš res, ko se spreminja telo, poješ 100 gramov hidratov, kako telo, poješ 300, ko te napuni, poješ malo več soli, ko te napuni, poješ manj soli, ne, to je... To je cela znanost, ne, kako se pripravlja. To je the magic je to, ne. Ki pa recimo, če ne bi bilo odra, bi bil proces tisti, ali tako, ali bi... Ja, jaz sem tudi prej, veš, jaz sem tako, sicer na začetku, ko sem se začel ukvarjati s fitnessom, nisem nikoli delal nekih diet, kaj sem bil suh, sem rekel, to je tako da mislim, da prve 4 leta jaz sploh nisem razmišljal nobene neke restrikcije, kalorije, kaj take, ne. Pol je pa prišlo eno poletje, ko sem rekel, ajde, proba malo te dietke, in tako se lotiš, režemo hidrate, ne, kaj veš, ne. In tako da sem delal, ne, tako vsako leto diete, ne, me pač veselilo to, malo proces, ne, ko vsakega verjetno, ko treniral v fitnessu, ne, pač masa definicija. In samo je pol, kaj reš na tekmo, vidiš, da je malo, ne, v bistvu jaz mislim, da to so tako različni stage, ne, imaš hipertrofija, surplus kalorični, ne. Potem hipertrofija za tiste, ki ne ve. Ja, je pač pridobivanje mišične mase, potem imaš stil diete, ki rabi vsakdo za plažo, da si malo kockic, in tam ni nekega trpljenja, pač si malo lačen, se navadi. Ampak pol tretji stage je pa to pripravljanje tekmo, ne. Tu priješ pa, vsak malo drugače prije ta proces, ne. Jaz sem videl, da tako mesec pred tekmo, cirka prav tako te malo odreže in si tam prije malo bolj tako tisto trpljenje, ne. Prej pa, 6-8 tednov prej, meni osebno ni bilo nekega problema, ne. In sem bil dejansko, jaz 6 tednov pred tekmo, imam tako, sem 2 kila težji od odra. Kar ni dosti, ne, samo ni še ne, pa za 2 kila pozgubiti je... Ja, Na konci, koliko si body fat na konci? To ne bi vel. Da bi imel en DEXA skan. 2, 3. Po moje na koncu sem, ne, mislim tako, zdaj, po moje realno 6, mogoče 2013, ko sem bil res, sem imel dobesedno žile narediti, 2013, to mogoče bilo proti petki, ja.
Ponavadi tako 15% se začnejo videti. Ja, tako, med 15-12, ja, dosti ljudi mislim, da nerealno ocenjuje body fata, ne, ker sem bil še, ko si res zrezan, koliko porabiš še do 6-5, ne, tako da, ko si dejansko res zrezan, imaš verjetno 9-8, ne. In oni stage, ko jaz se spomnim, ko sem spremljal, on je sicer tekmoval te Natural federacije, res pač do konca zrezan, te strije narediti, vse to, si je šel Dexascan, je imel 6,4, ne. Tako da, pa kolega Jure Marvin, on se tudi šel delati Dexascan, je bil isto do kosti, recimo odkrat mislim, da je imel 4,9. Ne, to je ultimate level, to je samo okrog notranjih organov maščoba, ne. Kar ostane, ne, to je to, ne. Kako je bila pa recimo izkušnja prvič, drugič, ko si bil, je bila tisti ribank, ko se reče, pač potem... Ja, prve tekme... Večina tekmovalcev pravi, da tako je, itak je proces ful težki, poleg je retekma... Tisto je ponovadi... Zlomi potem, ne, prije do kontraefekta, ko se začejo prenažirati, ker je tek telo toliko cajta brez hrane, treće. Ja. Zdaj tako, jaz se spomnim, malo prvo, to si predvsem prvo tekmo, prvi tekmi se rekel, tako zdaj gremo na maso, ne? In sem si zastavil jedilnik, ne? Pač, jaz se prav spomnim, pač prvi obrok, drugi tako, zdaj ne vem kalorično, koliko je bil, takrat sem imel še te old school metode, sicer sem si računal kalorije, ampak sem imel bolj prav res dobesedno 7 obrokov, 6 fiksnih in to sem jedel. In verjetno je bilo, 3500 kalorij, 300, nekje taha po tekmi, ampak je bilo, ne, da vmes po vsakem obroku sem pojedel še 2 krosanta, ne. Jaz se spomnim, da sem si prav prinesel tako 2 škatli krosantov v fitness, se rekel, to bom jaz za vsakem toliko, ne. In zdaj sem si nosil za piščanca, tista skuta, takrat ni bilo še vrških jogurtov, in jaz se prav spomnim, sem pojedel, se rekel, dobro, ajde še enkrat, ne, tako da verjetno sem prišel takrat po tekmah na 5000, 6000, ne. In jaz se prav spomnim po prvi tekmi, prav po prvi specifično, en teden po tekmi, sem se tako malo gledal v ogledalo, tako da majčko, se ni videlo več trebušnih. Ma ne toliko zaradi maščobe, teh ne moreš toliko duj hitro, je bilo tako zalit z vodo in vsem, ja, sem rekel, kako je to možno. In tako ti je rekel, po vsaki tekmi, polka sem dal skozi leta, sem manj v bistvu sem lažje kontroliral to lakoto, to rebound, tako da sem pogotovo, da en mesec, bilo koliko je še en mesec se drži tisto lakota, pač verjetno grelin, hormon, ste nivoju preko zniža, rabi svoj cajt. Tako da pol dejansko se spomnim zadnje tekme, sploh, ne vem, sem bil, mogoče sem dobil 2 kile, po tekme sem bil v formi, to je vse v glavi, ne, vse setup. Ko prve tekme ali pa prve diete, bilo kdo jih dela, ne, verjetno so najtežje, ker je pač v glavi, možgani ne vejo, kaj jih čaka, ne. Je prvič tisto in pol, ko se možgani navadijo, ne, je lažje, ne, da ti čutiš manj lakote ali manj nekomforta, ne, dejansko se pač navadiš, na kakšne določene bolečine. Eni, ki imajo, ne vem, od verjetno migren do bilo kaj. Nekaj prvič novega, ne, je polevno, tudi prije do določene adaptacije, ti pač izmeri trpiš, pač kakor je, ampak je pač lažje, ne. Se zato verjetno je boljš, da tisti, ki prvič tekmujejo, imajo kakšnega trenerja, ne, da absolutno. Kaj tek pravijo, da za te tekmovalce, se pač zastopim, je itak, to je umetnost, ne samo, ker si v tistem stageu, verjetno full nizk body fat, tudi nisem neki zdrav. Jaz sem bil pri sebi, jaz sem imel samo za prvo tekmo, za prvo sezono sem imel trenerja, ko sem dal 2 tekmi skozi, potem sem se pripravljal sam. Sam ti povem, da je vse lepo, ampak je recimo, da zadnje tedne ne razmišljaš racionalno več. Tako da jaz recimo prav zadnje dneve, ko sem se polnil, ne, za vse zdaj tekme, sem tako majčka dol in sem moji punci, sem rekel, ko sem se napolnjen, moram še malo, enostavno se ne vidiš, ne. In zato boš videl, tudi tisti najboljši trenerji v bodybuildingu, ne, najboljši tekmovalci imajo vedno trenerje. Če so oni sami trenerji, trenirajo druge, imajo oni trenerje, recimo Jan Valeri, verjetno ne če kdo pozna, on je trener Chris Bumstedta, klasik fizika, ampak on ima tudi trenerja, ne, kako je in je pač lažje. Samo jaz sem se pač odločil za to pot, ne vem, meni je lih to čar trenirati.
Ne, drugih mečar trenirati, samo tudi sebe mečar trenirati. Samo da priješ do teza, da lahko sam sebe treniraš, pa rabiš. Če ne se hitro lahko prepriča sam na sebe. Da sem trujen, lahko malo več pojem, samo ni. Sam sebe se naučiti disciplino, to je kar težk proces. Zdaj, kako se recimo začel si trenirati, se pravi tam nekje na prelomu tisočletja do danes, kako se ti je malo spremenil pogled in na trening in na prehrano, verjetno začel si, ko si rekel, stara, old school, se pravi, itak samo rezati hidrate, več beljakovin, verjetno 6-7 obrokov na dan. Kako se ti je do danes recimo spremenilo? Zdaj tako, kar se tiče treninga, mislim, vaje so ostale iste, pač zmeraj sem bil nek pristaš osnovnih vaj. Rečemo, da kar se tiče treninga, če prvo pravimo s treningom, sem začel malo bolj sistematično trenirati. Predvsem to sem se lotil takrat, ko sem začel pripravljati ljudi na powerlifting in sebe in druge, ko sem videl pač, ker če češ napredovati v bodybuildingu, moraš napredovati v moči. Tako pač je, tako ne gre, ne, pač če boš ti dvigoval 100 kg, 10 ponovitev danes in čez 5 let 100 kg, 10 ponovitev, verjetno pač ne bo, dosti mišic ne boš dobil, ne. In pač trener napredovati v moči in za napredovati v moči moraš imeti nek sistematičen trening, se malo bolj skonfigurirati, ne. Tako da to se je z leti kar spremenilo od začetka, ne. Tudi na začetku, veš, pač greš v klasične piramidne serije, gledaš, da dvijaš zmeri več, ki dejansko jih dvijaš, samo pol pa veš, da obstajajo bolj optimalne stvari, ne. In na koncu itak si delaš trening tudi, da te ni dolgčas, malo zamenjaš, malo ne, tako da na koncu je... Zdaj, kar se tiče prehrane, pa se je meni osebno tako neka revolucija, bom rekel, 2013, ko jaz prej, kot sem ti pravil, je v bistvu, sem si zmeri pač une klasične old school metode, ne, pač 600 obrokov, tak, sem se tu izračunal, koliko kalorij ima, da sem pač imel nek baseline, ampak 2013 so začeli, pa sem videl dosti teh videotov, sem poslušal za ta flexible dieting, ne, ko so pač dejansko dosti bolj šli na te kalorije. Ne, dosti bolj gledali, niso gledali toliko, kaj so jedli, mislim, so gledali, še zmeraj ješ te stvari, ki so za športnika, ne, najbolj optimalne. Sam takrat sem jaz to rekel, ajde, probamo malo za plažo se pripraviti samo s temi, ne, so naprav iz principa, sem začel jaz tudi tako, biškote na dieti, pa veš take reči, ki se jih ne je, ne, sem pač gledal, da prijem noter v kalorijah, ne, ali pa ne vem, sem pil mleko, ker jaz mleko na dieti, ne, sem kar dal stran, ne, veš, forbidden aliment, ne. In dejansko jaz se spomnim, takrat sem to začel delati in v roku 2 mesecev prav sem bil presenečen, ko me to zrezalo, ne, definiralo in potem sem šel kar na tekmo. Tisto leto in sem bil v najboljši formi 2013, kar pomnim, ko sem ti prej to omenil, ne. In od takrat naprej sem se bolj posluževal te, sicer jem še zmeri podobne stvari, ko sem jedel, ne. Samo malo bolj gledam, malo drugače, da ne vem, če ti gre za pojesti en košček čokolade, majhen na dieti, ali pa vsake toliko en croissant, ali pa da greš na pico, ali pa da prijem tujo pripravo na tekmo, itak tudi prej, ker sem delal tiste normalne diete za plažo, to greš na pico vsak vikend, normalno. Samo pač to sem videl na tekme, da je bilo sicer mi je bilo lažje psihično, če sem tako, kakšno stvar prepovedano vsakem toliko, ne. Comfort food, ne, da se malo... Comfort food, sicer to ni za vsak, ne, zdaj da omenim, to ni, jaz sem tudi pripravljal, ta polemika, ne. Calories in, calories out, a je to optimalno, ne, a se bolj fokusirati na... To bi rad izpostavil, da to ni za vsak, ker enostavno toliko ljudi, ko sem že treniral in dal skozi, enostavno enim res jim moraš dati fiks jedilnik in to je to, brez... Eni sploh noče, če jim rečeš, sicer veliko večina ljudi je še zmeri trenira na podlagi tega in pač malo razložim, ko dela MyFitnessPal in jim razložim, katero hrano ne jejo predvsem hrano, ki jim všeč, tisto, povem. Ampak povem, da vsakem toliko pač tu je malo, treba biti fleksibilni, ne, ker pač ti živiš, ne, in treba, ne, če reš s prijatelji ven, ne, zakaj si nam privoščil tega, ne, ali pa tega vsakem toliko, ne. Problem so eni, ne, kar recimo, ne vem, jaz osebno, če pojem še čokolade, se ostani tam, ne. Eni pojem čokolade, se ustavi pri celi čokoladi, ne, se ustavi prvo vedko na konci, ne.
In tako da to ni, je res, da je calories in calories out, to je res, samo v praksi je lih malček drugače. Ja, tudi verjetno kakšen procent si lahko postaviš, se pravi, ne vem, 80% zdrave hrane, 20% ostale. Zdaj, kole je odvisno, koliko... Odvisno od koga, ne, se tu ne moreš... Tudi višji procent. Boleni eni tudi pretiravajo, ne, grejo 50% džanka, 50% čiste. Ker na koncu so itak so važne samo kalorije, samo ni... Ja, ni, ker tu je zdaj, so važne kalorije, ne, samo da boš ti jedel neke zdaj transmaščobe, večino maščobe, ne, ali pa ne vem koliko cukra na dieti, ne, zdaj to ne bo lih najbolj cool, ne. Prvo sladkor te bo naredil vlačne. Vse je boš pojedel 1500 kalorij čokolade na dan, vsak dan, en mesec boš shujšal, ne, samo vzdrževati tisto ne bo šlo, ker enostavno na dieti rabiš volumen, ne. In volumen hrane naredi razliko, ne. Ti imaš, ne vem, 2000 kalorij je lahko toliko volumna hrane, ali pa je lahko tako, ne. Ena velika čokolada, kot ima Jurija 500, Jurija 400, ne, računi, to je tako. Medtem ko zelenjave, ne vem, kilem pol bučk, plus piščanc, plus krompir, verjetno rado tako. Volumen. Tako da to naredi na konci, dolgoročno naredi to razliko, ne. In dolgoročno naredi tudi razliko junk food, ne, ko veš tisti, ki pač nimajo kontrole, ne, fast food, recimo polej si en Big Mac menu, koliko ima, ne, priješ Big Mac menu, plus ena velika Coca-Cola, pa ono, pa tretje, priješ na 2000, brez da si sit na 2000, ne. In ko si rekel, ne, tisto ti še dodatno spodbudi apetit, zaradi tega, ker ima itak ful cukra, ful soli zraven, naenkrat, ful hidratov, ful maščob in tu itak samo spodbudi apetit, ne. Najbolj mislim, da center možganih to, ne, maščoba, sol, cukr, ne. Posebej pa transmaščoba, ki ima tisti nek specifičen okus, ne. Je prijatelj in je droga, pač se to je dokazano. Bilo je na isti center možganu, ne. Tu sem jaz raziskoval, ker sem pisal diplomo iz zgodovine prehrane in sem prav šel gledati v Ameriki, se to tam 70 leta prejšnjega stoletja začelo, ne, ker so prav raziskovali, kako morajo sestavljati to junk food, moderno hrano, ne, da prav da je v nulo. V nulo so zato McDonald's, pogledaš, ima sladko kruh, ne. Od zmeraj, jaz spomnim, da sem bil osnovna šola, sem šel v edini McDonald's, takrat v Ljubljani bil, smo šel neki izlet. In eto smo jedli samo te pohorice, takrat hamburger, ne, sem šel, McDonald's, ne, McDonald's, in pojemo šel miči, že prvo so dobil mičko, sem rekel, kje je to, ne. Poluno sladko krušen bilo, nisi bil navajen enostavno, sem rekel, ne, to je to na večerno, ne. Se spomnim, tudi jaz, ko smo šli prvič v Meka, ki po mojem sem imel, ne vem, 10 let, lahko ki več, gledaš tudi na, kako ti pač, kako ti predstavijo to, ne, itak big, ki smo takrat vzeli, Happy Meal, ne, tak burger, da prije na konci tak, na konci, se McDonald's je ne, visual, ne, lepa škatlica, da ti se že tisto te povleče noter, ne, pol plus tisti pač okus in tako pač je, ne, tako je fajn. Tako da tisto je res bilo tako zanimivo, Tu si rekel, kaj pa recimo tako, kaj ti tako, zdaj smo šli do McDonald'sa, ne. Prej si omenil, da se ti tudi spremenil pogled oziroma ker si treniral skozi leta, se vedno več naučil. Kaj recimo zdaj, ko vodiš svoj gym oziroma imaš ful teh trenerstv, kaj vidiš recimo, da delajo mladi narobe in pri treningu, pri prehrani, recimo neki začetniki in tako, ki prijejo noter, a pa tako nasplošno mladi recimo. Zdaj tako bi se vzpostavil, mislim, da z razliko od, ne vem, 10, 15, 20 let nazaj, zdaj delajo manj narobe reči, pač manj kacac po primorsko povedati, ker je pač toliko več informacij, ne. Problem je, ker je tudi preveč informacij. Takrat, ko sem jaz začel, je bila pač tista revija, par knjig si vzel, ne, in to je bilo to, ne. Zdaj, ko je opreš Instagram, opreš Facebook, vsi trenerji, ne, in je enostavno je preveč in premalo informacij. Drugače pa tako, napake, ne vem, še zmeraj te, vse hočejo hitro. To mislim, da je na prvem mestu, ne. Vsi hočejo prvi dan fitnessa, že gledajo tam omarčko z kreatinom, proteini, kar ni nič narobe, ne, samo in pol tudi povem, da ni bistvo to, ne.
v bistvu je vse ostalo tiči, ne. Jaz mislim, da to, ta neka kultura vse hitrih teh rezultatov in mislim, da tu je nerealne pričakovanja, bi jaz tudi dal to, ne, skupaj s tem. Pač vsi vidijo... Pričakovanja po napredku, oziroma... Tako, ja. Ko veš, kaj vidijo enostavno te slike, teh influencerjev, kaki so in enostavno pač žal, ne, je ta šport, dejavnost je zelo genetsko generirana, ne, enostavno ki je, ne vem, ima skinny fat genetiko, ne, se pravi, ne, ki je suh, plus se mu nabira maščobe, recimo, to je najslabše, kar lahko imaš, ne. In pričakuje, zdaj bom bil kot, ne vem, Jeremy Buendia ali pa Chris Bumstead, pa ne, vse je okej trenirati, ne, lahko, da se skriva, kje je spodaj, ki ne vemo, je ta malo nerealna pričakovanja, mogoče na začetku se pol z leti spoznaš, ne, da pač veš, jaz vsakega, ko začne trenirati, mu rečem, moraš imeti neka realna pričakovanja, ne zdaj pričakovati, da boš, ne vem, dobil 10-20 kg zdaj v enem letu, ali pa da pač žal je genetsko, ne, kot pri vseh športih, ne. Jaz mislim, da, ne vem, ki trenira recimo 100 metraš, ne. Verjetno, če v osnovni šoli ni laufu pod, zdaj ne vem, kjera bi bila lahko norma, 14 sekund, ne vem, koliko je, ne. Verjetno ne more pričakovati, da bi bil na olimpijskih, ne, na 100 metrov, ne. Pač, jaz se spomnim, mislim, podatkov od Usain Bolta. On mislim, da je ne vem, koliko let je imel, 16, on vem, da je laufu boss, takrat 200 metrov, boss, prav je imel neki 22 sekund. Ušte. Mislim, to veš, da nekaj bo z njega. Ja, mislim, to pač že takrat veš, da nekaj bo z njega, ne. Ampak če ćemo izpostaviti bodybuilding, si videl mladega Colemana, kak je bil, ne vem, ki je imel 30 let, ne. Ki začne malo bolj, mislim, struktura, vse, vidiš, tle nekaj bo z njega, ne. In to, jaz pravim, ta nerealna malo pričakovanja, pa hitri rezultati, ne, to. Kar se tiče hrane in tega, ne vem, se to spozna. Jaz ne vem, vse te, ki treniram, nimajo nekih večjih problemov. Pač vejo, ki morajo delati, vejo, ki morajo trenirati. In ne vem, to bi izpostavil, to prvi dvano. Ja, sej pogosto govorimo tle na tem podcastu od socialnih omrežij, ne, to je brutálne, se mi zdi, da je posledica socialnih, ne, ko vidiš neke slike, ne, in misliš, da to čez noč, ne, se ni samo to fitness, je tudi ostale, ne, je biznisi, od traderjev, ne. Od traderjev. Kako biti, $100 na dan zaslužiš, ne, popišite se na moji. Hitri skem in tako, ja. Pa tudi, se mi zdi, tudi verjetno kakšno ozadje imaš, če si bil ti že prej športnik, ti si treniral košarko, jaz sem treniral odbojku, se mi zdi, da če si prej v nekem športu, imaš tudi si bil potrpežljiv, se mi zdi. Jaz če kar dosti paralel. To je pač pri športu, jaz pri košarki sem videl, kje so moje realne domete. Jaz sicer sem treniral malo, sem treniral v osnovni šoli, nekaj šel v srednji, kapol sem dosti traje igral streetball. In enostavno tam vidiš, nisem bil največji, suh sem bil, hiter, sem imel prve 2 koraka hitra, pol od 5. četrte naprej, šel sem bolj počasi, ne. Švoh in enostavno, mislim, delaš na sebi, ne, delaš na šutu, delaš na, pač pol sem dobil mišice, ne, nisem več suh, ne, samo še vidiš, realno, ne, predvsem, kadar sem primeril se z ostalimi, ki so igrali recimo proti meni, ne, ki si videl pač, ne, atleti, koliko mislim, samo koliko je atletska sposobnost, ali pa ki ima dober šut, kaj to pomeni, ne. Da ga ima pač že sama po sebi, že ne vem, ko smo bili osnovna šola, to z obemi rokami je šlo vse trojke noter, ne, to veš, da bo dober šuter. Nek talent je odzal. To veš, da bo bil dober šuter, ne, ko pač imaš tle, ne, določene stvari se dajo natrenirati, se da natrenirati, samo enostavno, jaz mislim, da nek setup začetni ima vsako brojstvo, ne. Pol je vse vprašanje od tebe, ko boš razvil, ne. Veš, ko hard work beats talent pravijo, ne. Spravi ki imaš ogromen talent in ne bo delo, ali pa enega z manj talenta in bo delo, a bo pač prehitil, ne. Samo mora biti tudi neki talenta zraven, ne. Za napris do... Ja, ne gre, ne. Ko vidiš tudi dosti atletov, ne, ki so res, vidiš, perspektivni vse, pa ne rata ne z njih, ne. In pol vidiš, kakšne underdoge, ko rečemo, ne.
In pa ko uspejo, ko imajo pač napredujejo, vsako leto grejo pač en korak za korakom, ne 3 korake naprej, Ja. Pač tako se gradi, Ja. Vse tako je tudi pri fitnessu enostavno, To je pač dolg proces, Zato bodybuilderi ali fitnessači, pač, Ja. to pridajo šele v dobra leta, ta športna so 30 leta, Ti, ko priješ, presežeš 30, pole si v 20 letih ni še to, rabiš kilometrino. Prav toliko, ja. Ja, zdaj odvisno, odvisno od kategorije, odvisno, kje tekmuješ, doskrat je kar do. Ne govorim pri vseh, pri veliki večini je tako malo daljši proces. Ja. In močnejši kosi, mislim, više kosi, manj je tisto očiten, tisto napredek. Na začetku je 10 postov, 5 postov, pa je više kosi, tisto krivulja. Za krivulja, pol začne samo hoditi dol. Pol hočeš, da ostane tam, kjer je, začne hoditi dol. Tako da, tudi jaz, imam že 42, tako da je že sam vidim. Zdaj, ko imam ta leta, 10 let nazaj, vidim tako določene stvari, so težje, regeneracija malo počasnejša. Se da, še zmeraj se da lepo, ko pač je spremeniš način treninga, prehrana je tako ostane ista, se prilagodiš letom. A si zdaj recimo opazil, kdaj si imel nek vrhunc oziroma pik in da je šlo pole dol, ali kaj ni pravijo tam športniki, tam po enim 35, tam eni prej, eni kasneje. Odvisno od športa, zdaj tam za moj pojem je tam, ker je dosti relevantna eksplozivnost, tista začne najprej upadati. Tisto logično, veš, pri športnikih, tudi košarkarjih NBA, recimo, veš, pri LeBronu Jamesu ali pa že pri Jordanu si bil, pač, ki je bil mlad, hitrost, ko je skakal, bolje, ki je imel 33, 35. Pač eksplozivno zelo dol, ampak drugi načini, ko razmišlja, tisto se pa dvigne, Se LeBron, bolj pameten. Se LeBron, koliko ima zdaj? On je že kar? On ima, mislim, 38 je on, Še vedno. Je 20 let, 20 sezona, nivo. Prav, on je tudi genetik ful močen, Ja, genetik močen. Sem si videl, Lebrona, ki je bil pri Miami Heatih, tam, ki je bil 2012, recimo, kako eksplozivnost je imel vse, a vidiš zdaj, še zmeraj je, samo ni več pač logično, Jaz sam ne vem, ti je rekel, da bi prav pazil nekaj prelom. Tako sem pazil, kakšne se moraš malo bolj paziti, kakšne bolečine, ki jih prej nisi imel, vidiš, da so. Regeneracija je malo slabša, ima nek prelom, pa ti po pravici, ne vem, mogoče, ne vem, konc 30-ih, začeti 40-ih, samo to gre tako počasi, veš, da niti se ne, ti se tako prilagajaš sproti, vidiš, več delo to mi napaše, imam neki malo drugačen dopolnil, tako da opažaš, ima je tako počasen proces, da ne morem reči, bom rekel, zdaj točno, točno 36 let je v prelom, Ne vem, Verjetno, če si stalno noter v procesu, še manj opaziš, če jemlješ, če si vzameš fraj vmes, da moraš priti nazaj, tisto verjetno najtežje. Ja, veš kaj, še predvsem opaziš bolj počasi, ker enostavno si ti rekel, rateš bolj pameten. Ja. Se znaš dosti bolj prilagoditi in se prilagodiš dejansko že podzavestno, samo ti se tega ne zaveš, se prilagajaš in dejansko res ne opaziš, Zdaj, če se ne znaš prilagajati, se zna biti pain in the ass, ker te začneš, mislim, poškodbe lahko, predvsem poškodbe, Če že z glavo skozi po domačem povedano. Ja, že z glavo skozi, Enkrat smo tako trenirali, treba še na hard. To je jaz. Ja, se spomnim, ko sem treniral, isto, zdaj ne bil pod pred 20 določene, ko sem delal deadlifte in se to, zdaj pač tisti način ne bi več, Ja. Smo se pač prilagodili, Ki pa stara bodybuilding šola, takrat si rekel, da si začel, ti bil Janez Zimic. Vzor. Moj vzornik. Se spomnim še, ko sem delal v Veračetu, takrat smo se začeli spoznavati, jaz pa ti, in pole vem, da takrat si rekel, da si zaradi Janeza začel bodybuilding in to. Ta stara bodybuilding šola, kdo ti je pač tako vzornik, oziroma ko dosti opazuješ, oziroma kdo misliš, da je tak nek ikona bodybuildinga?
A je to Arnold, pole malo... Ja, vsi smo gledali Arnold, da so bili majhni, ne, Predator, Terminator, ne. Tako da Arnold je tako vzornik. Zdaj tako, meni nek specifičen vzornik, ne znam povedati. Meni so bili dosti vzornikov, sem dobil tam med leti 2012-2013, kako sem ti rekel, tudi to, flexible diet, ki je pač 3DNJ, to so ena v bistvu ena grupa teh pač bodybuilderjev, pač tako je sicer samo v teh natural federacijah. In oni so imeli zelo zanimivo to proces prehrane, treninga, tako da zdaj verjetno nobeno poznal Alberto Nunes, Jeff Alberts, to sta dva glavna od teh 3D Master Journey in jaz sem dosti po njih, dosti posnemal, dosti treningov, dosti principov, ki so imeli oni, sem posnemal. Tudi sem se hotel trenirati, sem hotel eno sezono, sem jih kontaktiral, me trenirajo in jaz sem hotel. Problem je bil, ko jaz sem hotel da me trenira ali Nunes ali Jeff Alberts, ampak ta so v 4, ne. In potem sem vprašal, zdaj lahko me trenira on, ne. A ne, tako prijatelj, in potem sem rekel, nočem zdaj, bila še ena ženska, pa je suh par lifterjev vmes, sem rekel, neče me tuha, ne, pač znajo vsi top, ne, samo pač, veš, je enostavno... Ja, to je malo ti, veš, kot ti, ne, veš, v visual, ne, mi je všeč, pač telo duha, hočemo duha se trenirati, ne. Pač tam je bilo oboje, ne, pač znanje plus mi je bilo všeč enostavno principe, ko so imeli ta dva posameznika, ne, ki se jim bolj spremljal. Tako da ta dva, ja, ki nista zdaj mainstream, verjetno jih pozna malo ljudi, no, dvova, mislim je. Dobro, sigurno bo kakšen, ki se zastopa. Ja, mogoče tisti, ki bolj spremlja to, ja, to sceno. Kot drugače, če rečem teh projev, to, ne vem, mi ni nobeden, da mu rekel, wow, ne, sem spremljal, ja, sicer Ronnie Coleman, kusi, ne, sem spremljal ove treninge, vse ima zdaj, mi je vzornik, prav, veš, težko, ne, zdefinirati, jaz nisem nek bodybuilder, pač, me ni dosti skupaj, ne, sem bolj fitness, ne, in tako da, ja, to bo to, no. Ja. Ne, Coleman je bil, ja, tisti v svojih kletih je bil. V svojih kletih, ja. Sem imel srečo, da sem prav. Ko sem začel, je dobil prvi Olimpija, tako da sem spremljal vseh 8 Olimpij, kaj je dobil, ne. Jaz takrat nisem še toliko, sem bil še bolj mali, a poles, ko sem šel gledati nazaj dokumentarce in to, recimo kakšen podcast, vidiš, kakšen je bil, pa... Ja, Coleman, to je tako, zdaj ti povem po pravici, njega, ne, tudi ko poslušaš, pač ti ne da neke, ni zanimivo poslušati. Ni. Ne, se to tudi zaradi tega, ne moram reči vzornikom, pač mi je bilo zanimivo spremljati treninge, njegove legendarne vidite, ne, Unbelievable, pa Cast of Redemption, ki je imel, takrat še DVD, so metali ven. Ampak jaz, ko sem ti povedal prej, mi trenerji, pa Jeff Alberts, Alberto Nunes, jaz sem prišel dosti podcastov od njih, spet, in zaradi tega mi je bilo njih, ne, ko sem tiste ure in ure sem jih poslušal, mi je bilo zanimivo njihova mentaliteta, procesi in bolj zaradi tega, no. Prej smo predelali malo prehrano, kaj pa recimo prehranska dopolnila, prej si rekel, si omenil za začetek, se pravi za začetnike, Slow počasi, pa tako recimo dopolnil, kaj vidiš, kaj uporabljaš oziroma kaj svetuješ, ki vidiš, da učinkuje. Itak sem tudi jaz v teh krojih, se doskrat dopovemo o tem. Zdaj tako, izpostavil bi za moje pojme eno od stvari, ki dela, vsi vemo, da dela kreatin, to je must have, sicer je pa res, da jaz sem imel isto enega kolega, mislim, da je pred cirka 20% ljudi, mislim, da imajo dovolj, mislim, da imajo zapolnjen ATP, imajo toliko mišice, da pač ne dela kreatin. Jaz sem isto enega kolega, ali vzemaval, ali ni vzemaval monohidrat, poljeprovo, druge variante. Tu sem že slišal. Ja, je možno. Ja, samo pole, da moraš overloadati, da moraš... On je pravo sicer, in takrat pa se malo prašaš, ne. On sicer je pravo, manj je toliko overloaded, to bi izpostavil, pa kakšni omega-3, ki vemo vsi, če ješ dovolj masnih hrib, pa zdaj mogoče, če si na dieti, pa to mogoče kakšne multivitaminske, kar prija do kakšnih teh karenc. Magnezij, to verjetno je velika večina, poje premalo kot športnik, ne. Če si športnik, mogoče, da bi šlo skozi tudi brez, ne.
In potem, če se rabi proteine, ne? Če se rabi. Da je enostavno eni pojesti isto v tom fitnessu, ne, ki mi gledajo, bi kupil proteine, bi kupil več poleč iz hrano, priješ skozi na tistih 2 grama na kilogram, za moje pojme ne rabiš. Zdaj, če ti pa prije prav, ne vem, v službi, da spiješ en shake, pa tam, meni recimo prije prav. Predvsem priročno, ne? Zelo priročno, ne. Namesto da poješ 120 gramov piščanca, je ena merca. Velika večina rabi, ne. Zdaj na dieti sicer rabijo, verjetno, kadar je restrikcija kalorij, se rabijo malo manj, ker pač niso nasitne, ne. Ampak overall mislim, da so zelo priročne. In pol bi izpostavil kakšen kafein, ne. Kafein pač vemo, da dela. Sicer ni treba, zdaj kar opažam jaz, ko smo govorili, kaj opazim pri mladih, je tu ena ta stvar, da se malo preveč poslužujejo. In kofeina in teh pre-workoutov, jaz tam vem, ko žlempajo po 400 mg kofeina, še 100 na šus, me malo tako, ne. Jaz vem 200, se začnem tresti, ne, mislim, kako to veš. Tudi od posameznika odvisno, eni so bolj občutljivi, eni manj, jaz sem tako malo bolj občutljiv, recimo mene že kafe začne malo tako, ne, nekateri pa žlempijo, problem 400 jaz mislim, da pri veliki večini je razvijal toleranco. Vidim mulete, ne, pač tako pijo Monsterja namesto vode, dosti, ne. In pač že tam dobijo toliko kafeina, pa še kakšno kafe čez dan, pa še pre-workout in razviješ toleranco in pač eno mejo, ne, rajši si pustiti ali Monsterje, ne, ali pa sej je Monster, se ni problem, ne, samo pač vsak misli, vsako pretiravanje, ne. A tudi pri pre-workoutih pole ne veš, ali dela pre-workout zaradi tega, ker je dobro sestavljen, ali samo zaradi kofeina, ki te šopne, ne. To smo dosti krat govorili z mojim prijateljem, Denijem, ne, ki tudi v tem svetu, ne. Rekel, a veš, da je dober pre-workout, ali samo zaradi za 300-400 mg kofeina, ne, ki te pole šopne, ne, ki te pole spusti, si pa bohi, ne. Kar sem opazil zadnje leta, je, da te pre-workoute samo više od kofeina noter. Ne, sej sam se pravim, med neko mejo, ne. Med neko mejo, ne. Kukor verjetno, ne vem, eden, ki je 500 gramov beljakovin na dan, a teh 80 kilogramov, ne. Tle sem rekel, da se šuškavam pri beljakovinah. Koliko ti v praksi vidiš, da je najbolj efektivno? Gledaš to na kilo telesne teže ali kako to? Ali ful odvisno od posameznika? Zdaj tako v praksi, veš, bom težko, pač v praksi ne moreš videti tega. To so študije narejene, so metaanalize narejene, vsi priporočajo med 1,8, 2,3, nekaj take, ne, se pravi 2 pure bo zdaj pa tako, je pa odvisno, ti dam primer, če pride do mene eden, ki je res je, ne vem, 40% telesne maščobe, recimo, to je malo bolj debel, bolj močen, ne, tistemu pač ne daš 2 grama, ne, tistemu jaz ponavadi izračunam tako, ne, da nekako njegovo telesno težo mu odbijem nek približen, ko ocenim tiste telesne maščobe in na tiste kile polkrat 2, ne. Dan primer, imaš ne vem, 150 kilskega, ne, zdaj mu ne boš dal 300 gram beljakovin, ne. Za moje pojme, kar sej ne, je... A ne rabe tak posameznik toliko, ali zakaj malo odbiješ? Kaj da? Zakaj odbiješ, recimo, zakaj malo manj beljakovin, ne rabe toliko? Recimo, se imaš ti študije, ne, določene študije so celo na lean body mass, ne, se pravi na čisto... Ker enostavno mišice rabi beljakovine, maščoba ne rabi beljakovine. In zaradi tega, zdaj, veš, pri enem normalnih posameznikih, z normalnim body fatom, tu mu daš 2, ne kompliciraš, ne. Samo zjedem, če je res overweight, ne, tam pa ponovadi dam ali manj, ne. Pač nekako zračunam, ti so telesno ščobo odbijem in spet ti dam en ekstremen primer, ne. Ronnie Coleman, ki je bil, ne vem, v svojih cajtih, off-season je imel 150 kil, ne. On je verjetno jedel okrog 450 gramov beljakovin, ne. Samo ima pač imel mišice. Mislim, več mišic, ko imaš, več protein, moraš pojesti, več toliko hranja, ne? Tisti 450-500, ne. Zdaj predstavljaj si, postavimo v paralelo debelejšo osebo, ki ima isto kil, 150. Si jih tu znam par, ne? Veš, bo imel 450 gram beljakovin.
je no sense, nima neka razumeš, ima verjetno 70% manj mišic, koliko je imel, ne. Enostavno telo ne rabi. Bo prvo ko prvo, sicer načeloma verjetno nekih slabih učinkov ne bi smel imeti, ne. Zdaj so študije tudi na to temo, ne. Overload beljakovin, kako vpliva na jetra ledvica, načeloma tisti, ki ni imel nikoli težav. Edino, če nimaš težav, če imaš že težave z ledvico. Težave moraš gledati, ne. Ko imam tudi v fitnessu, imam mega fanta, ki ima samo eno ledvico, pa sem imel še enega druga, ki ima neko prirojeno. Pri kreatinu moraš pole paziti, ne. Če ledvice slabo delujejo, pole kreatin ni fajn. Pa enega druga, ki ima isto neko prirojeno težavo, zdaj sem pozabil na jetrih ali na ledvicah, in on isto si je počasi višal beljakovine, pa je šel dati krine, tako da je videl, koliko mu dvigne te parametre. Tako da pač povem, če overloada beljakovine, ni problem, bo bil sicer brez veze, že samega stroškovnega pač namena, ne, pač beljakovine je najbolj drago živilo, ne, če gledaš na hram, ne. Je brez veze, poleg tega rajši poješ več vlaknin, se pravi več zelenjave, pa tudi hidrate rabiš, pa to ne, pa se s tem prilagodiš, ne. Sicer je nekdo, ki je malo, jaz osebno zmeri malo priporočam onim, ki imajo težave z lakoto, sebi na dieti, da vedno dvignejo, tudi če je dvigne na 3 grame, ki si pač nasitne so. Bolj zaradi tega, ne toliko zaradi tega, da bi ohranil več mišica ali bilo kaj, ne. Se je pač bolj praktičen vidik, ne. Ostalo pa ne, pač toliko jih rabiš. Kupar pa pri tekmovalcih, ne vem, tisti, ki se pripravljajo za tekme, ali je to bodybuilding, powerlifting, koliko dvigneš? Do 3 ali 2,5? Zdaj tako, tisti pri bodybuilding, prav, ko sem zdaj izpostavil, jim dvignem pač gre blizu 3, ja. Se pravi, bolj zaradi namena, da zaradi sitosti, ne. Jaz tudi sicer imam feedback, ponavadi govorim z njim, ko si lačen, nisi lačen, če mu dvigam beljakovine, pač to malo ocenjam, on mu jih dvigam, ali ne, pač tega. Powerlifting pa načeloma standard, tiste 2 grama. Ne rabiš? Ne, powerlifting je tak, rabiš samo, da si v kaloričnem surplusu, da pač poješ več kalorij, koliko jih porabiš zaradi regeneracije, in da imaš dovolj beljakovin, to ni treba komplicirati, ne. Kar sem se jaz učil, tudi tako športna literatura pravi, da bolj ko so športi eksplozivni, se pravi, ali je to powerlifting, ali več beljakovin rabiš. Več beljakovin rabiš in se tu je tam 2,5, 3, ne, zdaj dobro, če so spet tako kratko eksplozivni športi, spet vprašanje, če rabiš ti toliko beljakovin, bojiš. Ne ve, jaz se pravim, jaz sem baziral na študije, ki sem jih bral, ne, so leta, ki jih delajo in na netreniranih ljudeh, in na treniranih, in zdaj, kar sem bral, so vse te range, ne, od 1,8 do 2,5, od 2 do 2,3. Tako da zdaj, če bojiš 3 od 2, načeloma nisem še videl nobene študije, rekel, 3 je dosti bojiš, če si v kaloričnem pač deficitu, ker, ne vem, 2,2, 2,3, ne. Tako da tle je malo težko, ne. Tu je verjetno sample size, odvisno koliko imaš samih študij, ne. Če je bilo tudi 10 ljudi, je bilo 1000, ne. Ali imaš kakšno meta-analizo? Meta-analize so najboljši ponavadi, ne. Ko v bistvu povzamejo ostale študije, ki so narejene, tako da pa ne. Najboljši gledati, ne. Kaj tako v praksi pa itak ne moreš vedeti, kako boš vedel ti, si do enega toliko, je bil zaradi tega boljši, ker sem odvijenil neko točno, specifično stvar. To je malo, to je težko, ne vedeti. Nekaj tam mislim, da merijo ta nitrogen balance. Kadar te študije, ko so moje beljakovine, zdaj lahko sem zrešil, mislim, da merijo ta nitrogen balance in potem vidijo, če si ti pač imaš dovolj beljakovin in potem pač določijo, ne. Samo načeloma zmeraj, jaz se spomnim, ko sem bral te revije, ko sem ti že rekel, builderske, 20 let nazaj je bilo isto, so pravili. 2 grama, nekje si bral 3, 2, 3, 2, 3, tako da je zmeri tam. Ja, to je zmeraj ostalo, se mi zdi podobno. Zdaj se je spremenilo zadnjih, ne vem, 20 let maščobe, se mi zdi. Kako pa to, recimo, kako vidiš ti maščobe, recimo, zdaj itak pred cajtom so bile popularne te ketonske, se pravi nizkomaščobne, nizkohidratne, visokomaščobne. Zdaj maščobe tako, jaz zmeraj imam isto neko mojo logiko, neko logiko študij, ki rečem tako med
rekel, od pol grama na kilogram telesne teže do 1 grama je za moje pojme dovolj, da ima eden maščob. Pač. Najbolj pa važno pri maščobah je za moje pojme, kakve maščobe imaš, ne toliko, koliko jih imaš. Ne. Se pravi, da imaš omega-3, da imaš dovolj, pa pač ta ratio, veš, kaj je omega-3, omega-6, da je načelno bi 2:1, to je po mojem nima nobežno v praksi, enostavno bilo, kjer živilo ješ, je omega-6. Ja. Tudi recimo piščanca, če ješ dosti piščanca, že tam dobiš, kaj je omega-6. Pa omega-9, pa nekih nenasičenih, pa nekih... Jaz pravim, ponavadi, ko pripravljam tekmovalce na dieti, ali pa tudi tiste, ki jih ne pravijo na dieto, zmeri rečem, lepo je vsaj eno celo jajce po en dan, ko so dobre maščobe, ne mislim, da so samo slabe, steroidi pa to nemajo. Ja. Pa omega-3, da imaš dovolj in ostalo, kot je po želji. Ker pač enostavno, ljudje smo si različni. Ne? Eni bolj uhajajo visokomaščobne diete, enim bolj uhajajo, meni osebno uhajajo bolj nizkomaščobne. Pač rajš pojem toliko več zelenjave, toliko več vlaknin. Enim enostavno in pa visokomaščobne, ne? Imajo toliko več, peanut butter, toliko več serih jaj, tako da tudi to je škoda pameten, kaj je boljši, kaj ni boljši, ne, to je vse prilagoditi. Tudi maščobe so bolj kalorične, ne, tako da je, če imaš ful visoke kalorije, lažje pojesti. Ja, to jaz se poslužujem, ker imam več hrane, ne, dajem toliko več olivne, pojem toliko več isto. Veš, tle pa imam obratno, ne, kadar imam več hrane, jaz osebno imam nek limit hidratov, ker se počutim ok, ko jih imam več, vidim, da nisem ok, pač si bolj zaspan, tako težk si. Ja, tudi malo napihnete, ne, ta volumen hrane. Tako enostavno si takrat si rajš, imam malo več maščobne. Samo to se pravi, vsak zve ponavadi v procesu, ne, ki ima bolj ohajane. Ja, moraš malo testirati in pole vidiš, kako se odzoveš. Ko se rekel, itak pole vsaka posamezna. To so neke smernice, basic, ne, se pravi, beljakovin, ko smo rekli, ne vem, od 2 do 3, nekje maščob od pol grama do 1 grama, predvsem, da imaš noter omega-3, omega-6, omega-9. In hidrate se pač bolj prilagaja glede na procesne, ali si proces vzdrževanja, ali si proces hujšanja, plus dovolj vlaknin, da imaš. Ne. Zdaj, dovolj vlaknin je isto neka formula, ki sem se jo posluževal. Ja, v bistvu vlaknine tako. To pa zanimivo, ker recimo večina fitness trenerjev, kar jaz spremljam, zelenjava, ima to, se ni važno, ne pojej, kolikor češ. Ne. Ja, se mi zdi, da je fajn, da se tudi to ne vključi. Ja, veš, kaj je problem? Zdaj vlaknine tako, če eni jih enostavno, to je odvisno od vlaknin, enostavno, če jih je preveč, boš bil tak napihnjen, pa težk, pa tudi vlaknin preveč, res overloadaš ti tudi določene minerale, vitamine. In enostavno, jaz imam eno formulo, ko sem zdaj pozabil, tako je bila ta formula, da ni bila celo od Jure Rusa, isto ko smo imeli skupaj ta Natural Muscle Zone, takrat še forum, pa stran je bila. Smo imeli kot nek community, zanimivo, nisem imel. Slovenski community, bodybuilding je bil takrat. Ki ste imeli tu, kakšen blog? Ja, jaz sem imel še moje, jaz sem takrat pisal kot nek blog gor na ta forum, je bil forum še, ne veš? Forum, imam gor še, če greš gor, je še moj cela priprave na tekme, 2-3. Bom šel pogledati, Pol povedal, No, jaz sem imel tako nek community, se pravi izpostavil, se pravi, v bistvu, če imaš ti dam primer, 2000 kalorij, 20 gramov vlaknin. To dejansko se, mislim, malo je logično, malo ne, to se mi zdi nek minimum je bil to, ki je logično, pa če poješ manj hrane, bo bilo tuje in toliko se bilo sporedno z vlakninami, čeprav jaz mislim, da v praksi je malo drugače, ker enostavno, če boš imel manj hrane, boš hotel tudi malo vlaknine zaradi fitosti. Tisto je, ni da moraš imeti toliko vlaknin, koliko je minimum vlaknin, da bi imel. Sprav nek RDA glede na stran. Samo se pravi, tisto je vlaknine, se zelo moraš vedeti tvojo zgornjo mejo. Spodnja meja po moje je tista, ta formula nekako spodnja meja, zgornja meja pa moraš malo vedeti sam. Ja, vlaknine se mi zdi ne toliko zaradi vitaminska, mineralska vsebnosti, ima bolj zaradi tuno, za prebavo, za dobro počutje in to je. Itak vitamine, minerale dobiš tudi iz mesnate hrane, ko si rekel, če ne vitamini, minerali, multivitamin. Je bolj zaradi tuno. Ja, jaz sam isto, ker sem imel krog, zdaj mislim, da 2 krog pretekoma 2200 kalorij, 2300, mislim, da sem imel skupno zelenjave
med 1,5 kg, 800 zelenjave, ne? Tako da računaj kilo in pol bučk, plus še 200 gramov solate, plus še kaj bilo vse, tako da nek. Sicer bučke niso zdaj najbolj bogate z vlakninami, ne? Na koncu se nabere, ne? Samo je pa, mislim, ni bil najlepši občutek, kadar sem to posluževal bolj zvečer, te zelenjave, ker sem bil res napihnjen. Ja, ker če da je. Sit, ne, to je. Ja, to pa sigurno, ja. Tako da to ne priporočam nobenemu. Sploh ne čez dan, ker pole so vetrovi grozni. To so ekstremne metode za ekstremne dohodke. Ne, dosti krat, ko priješ v trgovino, tudi debatiramo malo krvne slike in tako, pa me zdaj zanima, kdaj si se tako začel malo bolj fokusirati tudi na krvno sliko, kdaj si začel dajati te izvide in to, ker nekateri ful delajo to, nekateri samo grejo vsake toliko na prehled zdravniku, tiste osnovne stvari, se pravi cukor, kolesterol, treče. Pa se mi zdi, da je ful pomembno, da se lahko iz krvne slike veliko vidi, ne? Koliko je zdrav si ti, kako je in... Zdaj tako, sam, ko kri, sem začel mogoče malo bolj tako, pač jaz tudi, glede na delo, ki imam, pač sem si sam sebi delodajalec, ne? Je v bistvu imam enkrat na leto, grem dati do 2-krat, ker ima v osnovne parametre, ne, pač ne vem, ta hematokrit, rdeče krvičke, holesterol, jetrne encime, kreatin in pač te osnovne. In ima to mogoče zadnjih, ne vem, 4-5 let, ne, prej sem mogoče, ne vem, če sem bil bolan. Tako da, vsaj da ve, za moje pojme vsak bi mogel iti skozi. Zdaj bom rekel športnik, ima vsak za moje pojme enkrat na leto, da gre da vi, pri čem je vsaj te osnovne parametre, ne. Ker pač isto, naprimer, zdaj holesterol, ne, se holesterol ni črno-bel, ne. Če imaš ti določene, se ti že pravo moje zhodbo, ko imam pač malo LDL povečan, ne. Ja, se to sem se tudi hotel dotakniti, genetske predispozicije. Genetske predispozicije, pač to ne pomeni zdaj, da boš bom takoj na statini, ne, začnu jemljati, ker so pač še druge, so še trigliceridi, ki moraš gledati, pa razmerja med HDL-om pa skupnim, pa to, ne, in na konci, tudi če imaš višen LDL malo, to ni problem, če je skupna slika, ok, ne. Nekaj dosti cajti pri teh zdravnikih je bilo sploh medicinska stroka, če je skupni holesterola, pa LDL, ful visok, kar statin. Ja, ne. Samo pole s to ketonsko se je začelo poudarjati tudi trigliceride. Enostavno s ketonsko boš imel določene, boš imel povišene, ne. Ja, trigliceride predvsem, ne. To je ful pomembno. Ja, ker sem, naprimer, imam malo povišen ta LDL, pa tudi skupni ponavadi, samo imam pa trigliceride nizke, ne. Zelo nizke, HDL imam ok, tako da, imam pa genetsko, ja, že 20 let nazaj sem imel, recimo visok LDL pa to. Samo naprimer je pa to se obrne zgodba pri enemu, ker recimo nezdal na način prehranjevanja ali pa moč tudi določene zdravila, to sicer bolj na kratki rok, ne, ti dvignejo. In če ti to, eden, ki se nezdravo prehranjuje, se ne ukvarja športom, gre na pregled, vidi ima te holesterol, povišen, tretje, pa sej takoj ne bo ubilo, ne, po domači. Samo na dolgi rok, na 10 let, 15, 20, pa začne mogoče narediti razliko, ne. Začne pač stene žil, ne, je tihi ubijalec, ne. Tihi ubijalec, ne. Tako da, kar se tiče krvne slike, to, ne, določene se pošležuje celo za diete krvne slike, zdaj to jih ne bom komentiral. Dieta na osnovi krvne slike. Zdaj, da bo komentiral, ker se res ne razumem. Tu smo moj na tečaju, ker sem bil za prehranskega svetovalca in je prav poudaril nas je imel, zdaj sem pozabil, kdo je tu poudaril, ampak je prav poudaril, da pač ni študij od zadaj, ker recimo vedno je bilo takrat, da pač ni študij podlah, da bi bilo tako, ker mislim, da je dal primer Azijcev. V Azijci mislim, da so krvna skupina B in da pojejo ful več nečesa in čeprav bi mogli po tej dieti kontra, ne bi bilo, no. Glede na rase, ne, se tudi to spreminja, naprimer. Recimo, mislim, da temnopolti imajo, recimo, da so dosti bolj inzulino rezistenca, recimo, pri njih ne, dosti več diabetikov, naprimer. Da imaš, tudi drugače, jaz vem, ko spremljam te trenerje, naprimer, temnopoltega, imajo določene metode malo drugače. Tu imam eno knjigo doma od trenerja, Cliff Wilson, tu je verjetno če da pozna.
On isto noter opisuje, ne, on je imel čez 2000 strank, mislim, da ne. On isto opisuje določene reči, recimo pri temnopoltih, kako res skozi proces ali pa pri belo, ne. Tako da že recimo genetika, ne, Recimo pri tebi mi je bilo zanimivo, takrat, ko si mi razlahal, ne, se pravi LDL pa jajca, ne, kako si prišel do tega? Ja, meni mi naredi zanimivo, ja, recimo si po študijah vnaka gledaš, ne, določene, recimo, ne, jajca ne bi smeli vplivati, ne, bistveno, ne, meni naredi neke razlike, ne bo rekel, da ogromno, nekaj mi naredi, ja, tako da sem malo zmanjši jajc. Nekateri so pristaši, ne, da jajc lahko češ. Ja, bi se strinjal z njimi. Ja. Mislim se jaz tudi, samo pole recimo z menem treba pomisliti predispoziciji. Se šel malo poglobiti in imaš tudi enostavno v telesu tako holesterol, ne, telo ima sam avtoregulacijo. Če ti vneseš, na primer z jajci, ne vem, 10 jajc, 10 rumenjakov, telo proizvaja manj in ti ne bo to naredilo neke razlike, ne, v krvni sliki. Samo eni to avtoregulacijo, ali pa oni že, ki imajo, zdaj ne vem, tudi tisti, če imajo povišeno, če nekaj to vpliva, načeloma, ne, meni ne. Tako da ni lih tako črno-belo, ne. Pač je za sprovat, ne. Eden, ki je po 10, ne vem, 5 jajc na dan, ali pa tudi 3 cela, pač ne gre narediti. Samo krvno sliko, holesterol, mu ne vpliva, Ne, meni sem videl, sem imel normalno, pol nisem jedel nikoli dosti jajc, pol sem jih začel jesti po 3 na dan in sem šel dati krek, vsako leto enkrat sem videl tako, sem rekel, no, čakaj, se jem ko jem tak ne jem čisto, sem rekel, tle nekaj ne štima. Pol sem znižal in je šlo nazaj za 20 punktov dol, ne, in načeloma meni. Pa zanimivo, tudi jaz, ko nekaj pred cajtom sem se ful poglabljal v te stvari, tudi na dnevni bazi, nekako holesterol. Se zato tudi... Tu je tisto pole težava, če greš enkrat na leto v zdravniku, ne, pa recimo stres, ne, če greš enkrat na leto v zdravniku, mogoče lih tisto obdobje, ki ješ malo slabša, pa si ful po stresen. Zato je zdaj neko povprečje, ne, vedno, ne. Jaz sem že videl, ker recimo sem šel kdaj dati krvno sliko, ker sem bil malo bolj tako proti poletju, ko jih malo znižam hrano. Pa da se šel dati januarja, ne, ko imam 2-3 kg več, ne, je že tam rata razlika. Minimalna, ima tisto pač, si vzemeš neko povprečje in vidiš, ne. Ja, se mi zdi prave za to krvno sliko, da je fajn, da pole imaš neko skozi leta, neko sliko, da vidiš, kako se spreminjajo trendi, gre dole, gre, ne. Tako. Tako da recimo, kaj ti pole pregleduješ, se pravi... Jaz dam ponovadi vse, holesterol, vse, pa skupni HDL, LDL, pa trigliceride, te vse jetrne encime, gamma GT, pa ki so AST in ALT, ponovadi daš še ledvica, se pravi kreatinin, pa ki je še en parameter pri ledvicah, kaj dam pozabo. Ne poznam tako dobro. Ja, pa tisti cel hemokron, se pravi ta rdeče hematokrit, bela krvika. Mislim, da to vsakam toliko sem si dajal tudi sicer zeha, ne tako pogosto, tudi tako, bilo zanimivo, prosti testosteron, pa skupni, bolj zaradi zase, da rečem, ok, sem še v range, zdaj gremo leta. In to je to, ja. Zdaj, ne vem, nisem zdravnik, tako da it's not a health advice. To je treba poudariti, da ne prije kdo za nami. Ne, to enostavno lahko gre bilo kdo. Jaz sicer naredim kar na strani, ki mi je pač bolj komod, in grem v Italijo, kaj dobim v enem dnevu, ne, eden tako, kaj zanima, ne, gre do zdravnika, enostavno upove, da bi rad naredil, kjer parametre in dane. Vse moče bi bilo pametno še kaj pogledati, jaz ne vem, eni si merijo, ni da da 100 € za pregled, ne, jaz lihune bolj važne. Jaz zadnje kakšno leto, prej sem tako nisem občasno, vsake toliko zadnje leto, sploh poleti lani, ko sem imel ene težave, sem pole šel prav, zdaj bom se rekel, da bom malo bolj redno, da vidim, kako se tu spreminja in to. Pa je fajn, ko si zdaj omenil malo hormone in to. Ful se zdaj sploh med mladimi vedno več teh hormonskih terapij in to, tako da mogoče se še malo ustavimo tle. Kakšno je tvoje mnenje glede tega? Vem, da imaš tak, kako bi se reklo, zdrav pogled na to, ne? Ker se mi zdi nekateri, sploh influencer in to se malo lahko jemne te reči in se mi zdi, da je fajn, da se tudi sploh med mladimi, da se malo več govori o tega, ne?
ki po eni strani ima fuljenih prednosti, po drugi strani so pa tudi neki skriti slabosti od zadnji. Zdaj, kot je rekel, spet bomo šel nazaj v čas, 15-20 let nazaj, to je bilo vse skrito, skrito, se ni govorilo o tem, kar se tiče hormonov, dopinga, to je bilo vse, si oprav flex, Ronnie Coleman, to zdaj malo venec. So vsi to pač skrivali, ne? In mogoče je bilo po eni strani ok, za moje pojme, ne? Pač ni bilo informacij, in zdaj, zadnja leta je pa to eksplodiralo, ne? Vsi so začeli odprto govoriti o dopingu, o hormonskih, recimo v Ameriki, predvsem pa Kanada je to začelo te TRT klinike, to je pač biznis, ja, pač nadomestni testosteron, to je vratu velik biznis, vsi govorijo o tem. In je za moje pojme moče plus, ki je vsaj prišlo do nekih realnih informacij ven, ne? Da eden že, če želi pristopiti k temu, ne, da ima, da ve proces, kujeti na zdrav proces, ne, da si pač radi krvno sliko in to in to. Samo za moje pojme je pa ratalo malo preveč overloadeno, ne, enostavno vidiš mlade, boš šel na TRT, boš šel na 20 let, 25, boš šel kar na hormone in enostavno malo se jih se jih malo zaveda, ki to prenese za sabo, ne. Sedne, če naredi po pametni poti to, ok, ne, se moraš vprašati, zakaj delam to. Zdaj bom šel na cikel, steroidu, 3 mesece in pol je konc, ne, nikoli ni konc. To se ponovi, to je začaran krog. To gre 3 mesece, pol je ok, moš še 3 in rejo tudi eni, ki delajo to, 2-3 leta, 4 in pol, nikoli več, ne. Samo zdaj pa ratalo, jaz vem, zdaj, večji problem, vidim, ki je to ratalo, da zdaj se sploh ne dela, na primer, ciklu, ne. Cikl pa gre, pa je skozi gori in to se malo navaja, da sem moral vprašati, zdaj bom gori, dokar ne umrem. Ne, to je malo tako scary, ne. Ja, se pole nekateri kao opravičujejo s tem, saj sem lahko, se krvna slika je v redi, krvna slika je v redi, dokrat ni v redi, ne. Ne, veš kaj je največji problem, vem, krvna slika ti ne pove vsega. Ti dam primer, na dolgi rok ti je povedala krvna slika, če ti začne ta kalcinacija žil, ti ne povedala. Ne, ker to na dolgi rok se zna povedati, ne. Sicer ok, prostata na dolgi rok, po krvni sliki boš verjetno vedel, sicer zdaj ne vem točno, nisem zdravnik, ko je že PSA, zdaj ne vem, če bo direktno na PSA, ne, ampak na prostato nek problem, da ti je vratala večja, skozi leta, ne, verjetno bo, ne, ni nujno, da bo, ne rata prej in kasneje, ne. Samo te dolgoročne probleme, nekatere, ki jih krvna slika ne pove, jih enostavno ne boš, ne. Za moje pojme je pa ok, naprimer za ljudi, ki imajo, sem tudi enega kolega, sem treniral, mlad, in smo s procesom, ko smo šli na dieto, vse se je delo krvne slike, sem rekel, bež narediti, smo to videli, da je pač nima testosterona, ima 25 let. In je šel k endokrinologu, naredil vse lepo in prav in enostavno tle je tako pri nas, to smo 100 let za kačami, ne. In pol je se odločil za telemeda, ne, se pravi nadaljavo, me je vse v rihtu in zdaj rekel, mu je spremenilo, ne toliko zaradi njega, ne, on je bil že ok, mišice in to, ne bi nikoli rekel, da ima malo testosterona, ampak mentalno verjetno, ne. Mentalno se je zbudil utrujen. Ne, in to je lahko eden, ki ima, ne vem, niti se ne zaveda, da ima ta problem, ne, in ga lahko reši na ta način, ne, pač ti kvaliteto življenja ti jo zboljša, ne. To, recimo, sam, če bi imel ta problem, se ne bi branil, če bi bil na TRT-ju do 90 let, 100, ni problem, ampak če ne rabim, če se počutim ok zjutraj, ko se zbudim, zakaj bi zdaj to mogel, ne? Če imaš pač neke zdravstvene težave, so pač zdravila za to, ki jih uporabljajo z določenim namenom, ne. Zdaj to, ki rabiš za estetske vidike in to, ne rečem, da je narobe, je ok, če je njemu ok, ampak je, ne vem, za moj pojem je šlo malo predaleč, vse skupaj zadnja leta. Ja, tudi malo tabu tema, sploh tle pri nas, ker je še malo tako mentaliteta. Zmeri malo manj tabu za moj pojem. Vse je fajn, da se o tega govori, samo je hkrati
tudi če se uporabljaš, to je ono, kao, to so steroidi, to je itak. Ampak če imaš neke zdravstvene težave, pa ko si rekel, ti lahko pa ful izboljšaš. Tudi recimo na stara leta, se ne tudi, ko si mlad, ne tudi na stara leta. Ne, dejansko si spremeni lahko tudi na boljše krvna slika. Enako tudi, ne vem, meni se spremeni na boljši holesterol, naprimer, ko bi se mogel dejansko pri velike večini ljudi gre na slabši. Pač se ti obrne, HDL se ti obrne, ampak tako da kar se tega tiče, je plus minus, ne. Predvsem problem vem, pri teh spet kup so prej govorili socialne omrežja, ne. Malo, jaz mislim, da je preveč ratov informacij. Se to je večni problem zdaj v teh cajtih. Predvsem pri mladih to, ne. Se pri enemu, ki ima 30-40 let, ki mal premisli, verjetno 2-krat, 3-krat, prespi 2-krat, 3-krat, ne. Ima pri mladih ljudeh to ne prespijo. Ne, to ima 18 let, vidi pač določeno sliko nekoga, ta govori odprto od hormonov in enostavno poveže, če mu vzamel hormone, mu je to tako. In začne takoj. Ne pomisli, da ima 18 let, da ima testosteron v bistvu problem, na največji možni točki, da bi mogel toliko, že, če se odloči, da bo to šel v ta svet, da vsaj trenira 5-7 let brez nič. Ne? Je v bistvu problem pri tem, tisto, ne poznaje, kadar v bistvu si daješ zunanjega, ti tvoje telo henja producirati. In če tisto pole zunanje umakneš, ki bo pa pole, ne, a ti bo telo začelo samo, ali boš narediti terapijo? Začne, ne, samo. Problem je tako, ne, ka po vsaki kuri, ti prevelike večine, mislim, so tudi to spet študije, ni problemov. Ne. Problem je, ker ti vedno malo manj tega bo dalo. Vedno pač ti malo manj, ne, ti po 10, 11 kuri, 13 boš. Ne bo nikoli, ne vem, po 20 letih, naprimer, ali po 10, ne, enkrat se da odloči, zdaj ne bo nikoli več tega delu. Ne bo imel nikoli več tako, kakor bi ga imel, če ne bi to delu. Ne. Tako da, eden pa, ker recimo na terapijo, ne, da pač sploh ne gre ven, ne, da se odloči čez 20 let, pa verjetno ne bo sploh mogel prekiniti, ker verjetno bo imel že tako nizke, ako vsi tevi bodybuilderi, ki so tekmovalno oni so še vedno 10-15 let, ponavadi vsi, ko končajo kariero, so na terapiji, velika večina, ker pač enostavno telo je že tako zrabljeno, ne več proizvaja, kolikor bi moglo. Predvsem pole za mlade, se mi zdi podarek, če to je kakšen mlad posluša to in če se že ne dobro premisle, ne pa jaz bi rekel, ne dobro premisle, ne sploh ne razmišljam. Za moje pojme, da nisem. Spet so se mi zdi od zadnji tisti hitri rezultati, ne, toliko let že treniram v fitnessu, pa nisem prišel še nikjer, pa bi rad toliko več. Problem je, da niti s tistim noš prišel nikamor. Če nisi prišel že brez tistega natural, da si prišel določene točke, dobre, tu si tisti nož več. Ne, tisto, eni mislijo, da ti da 50%, 60%. Ne. Realnost za moje pojme je taka, jaz bom rekel tako, od 15 do 30. Ne. Odvisno od receptorja, odvisno od... lahko vzamemo Kolmana. Kolman je bil fulcajt, je bil naraven. Je bil že ogromno. In takrat je bil že, poleg je začel zmagovati, takrat je že bil... On je pro karto, IVV Pro je ratu, mislim, da on je imel 90 kil, 89-90, to je bila ena tekma na Češkem. Takrat je rekel, da je verjeti tem reči, da sem bil natural. Jaz tako skoraj verjamem, da je bil natural, 90 kil za tako genetiko, za moje pojme. Samo pol pomisli, da leta 2003 on je imel na odru 130 kil. Tako da je imel dejansko skoraj 40 kil več. To ketkrat ne bil. Tisto je polenar. En pas, za 130 kil biofor. Tako da, ne, jaz bi tako rekel, da ne bi zdaj rad postavljal nekih mej, ne, mu rekel, do 25 leta niti ne razmišljati, v bistvu nikoli ne razmišljati, mislim, moje mnenje je tako, da sploh nikoli ne razmišljati od te, za moje pojme, posebej pa, če nimaš nekih tekmovalnih ambicij, in tudi če imaš tekmovalne, razmišljaj še nekrat, nasploh pa, ne vem, eden do 25 leta, sploh nekaj bi razmišljal, do 25 leta, koliko let treniraš dejansko, realno, ne, 7, 8. Če začne zgodi, ne, samo problem je, ko zdaj vidiš pri 20 letih, 19.
Ne, ali pa štvike manj po YouTube, ne, 17, 16, veš, primere že, ki to delajo, ne, in Ja, pa tudi, tisti, tudi zmeram, tu je moje mišljenje, no, tisti, ki so tudi razmišljajo o temu, a si pomislil, kaj vse delaš, a imaš prehrano pošlihtano, a spiš dobro, ali, ne vem, ali kakšno mentaliteto imaš, ali je tisti growth mindset, ali je ono... To je bistvo, ne, tisto je pač... Ne bom rekel, da je pika na E, ne. Zadeva dela, ne, dosti več kot pika na E, samo je pač druge stvari so dosti bolj pomembne nasploh, ne. Se veš, ponovaj te vprašajo, kaj je bolj pomembno, prehrana ali trening. Ne gre brez drugega. Zdaj bom rekel tako, ne. Jaz na začetku se spomnim, da sem začel trenirati, prehrana ni bila poštimana. Sem imel v glavi na začetku sploh nisem imel neki v glavi, da bi jedel več. Ampak sem zrastel. Mislim, da prvo leto, ko sem treniral, sicer sem 3 mesece pol mesece ne, še zmeraj sem dobil 3-4 kile, brez neki med, jaz sem pač jedel, ko samo lerije, ne. Drugo leto, ko sem treniral, sem malo bolj pogledal, mogoče kaj jem, ne, in še zmeraj sem zrastel, ne. Tako da bom rekel tako, da za moj pojem je trening bolj pomemben, ker pač trenirati moraš. In trenirati moraš, da progrese v lovce pravi, da s cajtom rataš bolj močen in tako naprej. Samo na določeni točki se to izvil, da moraš biti hrana pač poštimana. Ne? Bolj ko si naprej, bolj moraš gledati, da je hrana poštimana. Ker pač če si imel samo hrano poštimano in da noš treniral, ne bo nič. Medtem, ko če boš samo treniral in da hrana zdaj ne bo prav optimalna, še zmeraj boš dobil rezultate. Ne? Še zmeraj bo rezultati. Ne bo je pa recimo, ko začneš pol, še posebej, jaz mislim, da oni, ki grejo na dieto, ne, to je toliko, tam je bolj pomembna pa prehrana, ne? Tam bi malo obrnil. Ne, oni ne vem, ki ima 130 kil, ne, hoče shujšati, to ne rekel, da je trening bolj pomemben, ne, to pač, če ne gledaš hrane, je brez veze. Tam dejansko pa se da s hrano, samo s hrano rezultat. Samo s hrano, to pa res. Medtem, ko da hoče mišice, ne, ali pa nekaj recomposition, samo s hrano ne bo naredil nič, dobesedno nič. Medtem, ko samo s treningom in da ima neke normalne kalorije, tudi če ne bo imel dovolj beljakovin, še zmeraj bo imel rezultate, ne. Tako da na koncu pa pač treba imeti to bo dvojno, ne, tudi bo poštiman. Ok, trening, prehrana, kakšen je še tak faktor zraven? Kad ti si faktor. Zdrav telesu, verjetno kakšno spanje. Ne, spanje, ja. Ne, jaz mislim, da poleg teh, ki si omenil ti, spravi hrane, trening, spanje, mislim, da konstanta, ne. Se pravi, da delaš stvari iste, prav, da jih delaš čim več časa. Ni to, da si zdaj, to naprimer tudi vidim, ko sem prej omenil, ki vidim pri mladih, ne, da so, ne vem, so tako fokusirani 3 mesece, 4, 5, pol zgubijo fokus pri mesecu, ne, pač itak zgubijo neki napredek v tistem cajtu, ali ne trenirajo, ali je bolj tako, pol prijo nazaj, ne. Pač je enostavno konstanta, mora biti, ne, se to velja pri vseh športih, ne. Tudi tega se treniral odbojko, ne, če bi treniral 2 meseca, no, 1 mesec 3 mesece ne, bi bil tak rezultat, ne, si treniral skozi, je bil tak, ne, tako da to mislim, da je, ti mora pa priti v navado z leti, ne, da imaš predvsem trening, sicer je za moj pojme kar lahko nekako se navaditi, eden, ko pač navaden delati, navaden hrati, bo držal kar lahko, hrana malo težje, ja. Hrana, tisto dobi z leti, pol, kot, ne vem, po 20 letih to sploh ne brija, ali imaš kuhana piščanca, ko si mlada, gledaš malo bolj ne, da je hrana pico, neka, ne, pol pa, z leti, ne rečem, da si star, z leti pač te ne toliko več brija, recimo, te ne zbrija tako variacij živel, ne, ješ vedno isto in to je meni osebno, jaz sem skozi isto. Sploh, tudi jaz, dejansko off-season si sploh si ne upali več, ki te spala, pač vem, itak na pamet. Živiš koliko? Ja, pač jaz skozi isto in pač vem, lahko falim za 100 kalorij mogoče, ne. Ja. In to je to, no, konstanta, zato velja pri vseh, v biznisu velja to, da si dober pri določenih rečeh, da delaš dobre stvari dosti cajta. Tu jaz, ko imam fitness, sem gotovo, ko sem odprl, isto, delati dobro in delati jih konstantno in pač napredovati, ne. Tisto itak se naučiš sproti.
napredovati, pri katerih rečeh bi lahko napredoval, pa z napak se učiš, vsak dela napake, jaz jih delam, jih delam in jih bom delal. Samo ne smeš imeti strah napake, ne? Ne smeš imeti strah, ne. Ja, to je pa težko, ne. Ja, dosti krat te že strah pred napako te drži nazaj, da bi sploh. To mislim, da ti nikoli ne daš stran straha. Mogoče rataš bolj pohumen oziroma se več upaš s cajtom iz kilometrine. Ne, v bistvu obvladuješ drugače. Ja, se ga naučiš obvladovati, ne. Isto prej, ko smo govorili od prehrane, ne. Jaz zdaj imam tekmovalca, ki je pripravljen za Rimini. Jaz sem rekel, prve priprave so najtežje. Ko enostavno določene reči ne še obvladuješ, pač možgani ne znajo še obvladovati. Vsake naslednje bo lažje, ko se naučiš obvladovati določene te emocije, določene stvari, enostavno. Pač to velja povsod, ne samo po športu. Tako da z napak se učimo. Se veš, znana fraza Jordana, ne? I have missed more than 2000 shots, lost more than 100 games, that's why I succeed. To je to. On si zapomnil vsakega takega poraza in ti si to vzel poleg kot gorivo za... To je to, jaz ne poznam nobena, da bi kar začel zmagovati, ker tu je spet, gremo na Ronnie Coleman, ne? On je bil, ne vem, v Olimpiji, bil zadnji, 15, pa se ne veš, tako je bilo, ne. In tako je, vse sem mislil, da je pri vsakom športniku, ne. Tudi tisti, ki so bili talenti, mogoče se pol so uspeli, eni so uspeli takoj na prvem nivoju, ne, so pa mogoče na začetku, ne vem, so imeli sigurno kakšno obdobje, ki so imeli jih je kaj zatiralo ali pa se niso dobili pravega načina, ne. Samo tega več ne vidimo, nekaj je socialna, se izpostave samo tisto dobro. Dobro in misliš, da je... Ne vidiš pa procesa, ki pa odzadaj, da imaš tiste nizke trenutke. Se to. Ja, samo tako se prodajajo, ne. Ja, tako se to je. Se prodajajo izdelki, ne, izdelke, zdaj oseba, ne. Oseba in... Ne, ni lih tako, ne. Sej eni si prodajajo pa recimo tudi to, ne, ko pravijo dejansko odkrito od neuspehov in uspehov, ne. Kako sem prišel, that's why I succeed, ne. Kakve stvari sem delal. Ja, mene recimo ful všeč take ljudi spremljati, ne, ker ne povejo samo tiste highlighte, ma tudi pismo proces, ne, veš, pismo, kdaj mi res ni lahko, ne, pa grem skozi te faze, pa ne. In tu se mi zdi, da je prav čim več tega, ne. Itak imaš poleg tiste nekatere, ki te obsojejo, pa te zaničujejo. Se bo izmeri, tako da tu isto se navadiš. Se pač tako, ne. Tako, in misliš, jaz sem se tako naučil, ne, in pri poslu, in pri športu pač iti svojo pot, imeti svoj način, gledati samo tvojo pot, ne gledati ostalih, ne, zakaj oni tako uspešen, zakaj oni kaj ima več od mene, ne, samo sebe gledati, ko boš sebe bolj napredoval, tako da se naučil, na začetku smo vsi gledali, se še zdaj tako, samo pol se naučiš, veš, da moraš gledati samo neko tvoj pot, tvoj proces, ne, pa poslušati ljudi okrog sebe, ne. Pa sama sebe, ne, svojo intuicijo, pogosto, ne. Pa se ne bati poslušati kritik, ne, tudi to, ne. Se moraš pač, jaz isto zmeri rečem, da povem, kaj narobe, kaj bo, ne, pač, ko je, ne. Tem se učiš, Na tem se učiš, Top, bomo počas zaključili, ne, sem nekaj cajta smo pa govorili. Tako da zdaj closing question, closing questions, imamo dve vprašanji za vsakega hosta, ki pride, direkt vezano na tematiko podcasta. Se pravi, prvo, kaj za tebe pomeni dobro počutje, se pravi benesere, in potem še 3 nasveti za več dobrega počutja. Zdaj tako bom spostavil že, ko sem rekel na začetku, dobro počutje, zdrav duh v zdravem telesu. Se pravi, razložil tako, ne, če jeden je dobro, je fizično dobro, še ne pomeni, da je dobro. Pač moraš biti tudi psihično. Kakor eden, ki je recimo psihično super srečen in fizično je podrt, tudi ne bo dobro, ne. Moče bo pa celo unike psihično, tako bo boljšo doma, kaj je fizično, ne veš. Glava je zmeri tista, zato jo imamo tle na vrhu glavo, ne. Je prvo glava in pol je telo, ne. Tako da bi tudi tle izpostavil, ne, da je najbolj pomembna glava, se pravi zdrav duh in pol je zdravem telesu, ne. Tako da to je moje mnenje, ne. Pač mora biti saj ni nikoli samo eno, samo drugo, nek balans mora biti pri temu.
In tri Na svete. Imejte se radi samega sebe. Predvsem to. Zelo težko dve. Zdaj sem dobil eno vprašanje. To bi mogel povedati. Vnaprej. To bo čisto ključno. Ja, ker že to, imejte se radi samega sebe, že tako, zajame že vse. Ne? Ja, pa res. Ne se obremenjevati z drugimi, kar smo tudi zdaj govorili. In začrtajte si svojo pot. Smo v bistvu, da sem se spomnil, da so zdaj govorili v koncu. Top, super. Super, hvala Jani, se povabil. Ja, hvala tebi, super izkušnja, super debata. Super izkušnja. Sem imel že izkušnje. Prva? Ne, v bistvu je tako. Podcast, prva, ja, pač ko sem takrat omenil, sem rekel, grem, pač je tako všeč. Če ne sem imel, ker jaz sem vodil, drugače sem delal na marketingu in sajtu Perli, in sem vodil bingo, tako da sem imel 300 ljudmi, 400, pa vse te, ko so bile TV eventi, veš, ko so imeli žrebanja, pa nastope, sem bil zmeraj tam pred publiko, sem pomagal, pač sem tudi tam pol vodil te igre, zmeraj bil kdo če vojt Slot Machine, veš, je bila ta turneja dele Slot Machine, zmeraj je bilo všeč, ne. To je pa malo drugače, tam imaš pač ljudi pred sabo, tle jih nimaš, ne. Tako je. Tle so pa v ozadju, za kamero. Tle Nikon, ostali so za kamero, ne. Tako je to, ja. Neč, hvala ti, sem povabil. Tako, zdaj lahko še malo deliš, kje te lahko ljudje najdejo, tako, če ne tvoj fitness. Najdemo? Ja, tisti, ko hoče sprovat, malo drugačen fitness, ki ima malo specifičen, že sam, ne, malo bolj tak bodybuilding scena, jaz pravim fitness z dušo. Tako. Me enako najdejo v Stari Gorici, po domače. Goricija, Korso Italija, če ne vtipkajo v Google, Sportfit Goricija, če prijo sprovat, malo trenirati, malo me spoznati, ne. Tako da to garantiram, fitness dušo, mene tudi ful všeč, tak malo old school, malo novejše, malo new school, je tak ful dobra atmosfera dol. Ni največji, dobro, prej ima kar nova, duše ima pa po moje največ. Da sem pohvalil. Sem nam pohvalil, da ima vse najboljše, to še ima največ. Top, evo, super, hvala Luka. Hvala ti, ja. In tako, upam, da vam je bilo zanimivo, se vidimo naslednji. Se vidimo. Čau. Top.